Pozdravljeni, jaz sem Ivan Smirnič. Nedavno je pri Inštitutu za novejšo zgodovino izšla moja knjiga z naslovom Lovorovi gozdovi in krompir s podnaslovom Prešernov kult v socializmu. Gre za mojo prvo knjigo in zahvaljujem se inštitutu, da je njeno izdajo podprl. Gre pa za predelano različico moje magistrske naloge. No, moji izsledki, če poenostavim, so pokazali, da se je res tak velik kult okoli pesnika razvil nekako v času po drugi svetovni vojni. To ne pomeni, da pesnika niso častili že prej, toda v velikopotezni obliki, kot jo poznamo danes, je to čaščenje doseglo svoj vrhunec deloma že med drugo svetovno vojno, predvsem pa po njej. Veliko je že bilo povedanega o tem, predvsem o čaščenju pesnikov skozi 19. stoletje, ko so postali nekako narodotvorni, ko so se intelektualci začeli nanje sklicevati kot nek dokaz, da jih potrjuje v njihovih narodnostnih zahtevah. In vse to je bilo dobro raziskano že tudi v slovenski literaturi. Vseeno pa je tukaj luknja v času po drugi svetovni vojni oziroma že po prvi svetovni vojni, kajti čeprav so narodi takrat že nastali in oblikovali svoje države, pa so pesniki dobili neko pomembno funkcijo tudi v novih režimih, ki so bili bistveno drugačni od tistih, ki so nastajali in se rojevali v 19. stoletju. Skratka, Prešeren, se je izkazalo, je bil neprestano na vrhu slovenskega pesniškega Parnasa, torej nekako od 60. let 19. stoletja ni nihče več izzval prepričanja, da gre za največjega slovenskega pesnika, in to se je kazalo seveda pri slavljenju, pri odkrivanju spomenikov in tako dalje. In eden od rezultatov tega je, da so si pesnika vsi prisvajali. Seveda, take skupine so se med sabo zelo razlikovale in vsaka je iz njegovega dela pobrala tiste fragmente, ki so najbolje podpirale njena prepričanja. In med njimi je seveda bila tudi komunistična partija, ki je prav tako, predvsem s pomočjo že pred drugo svetovno vojno Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča, začela z interpretacijo Prešerna kot neke vrste zgodnjega revolucionarja, kot neke vrste preroka, ki je že sredi 19. stoletja in prej napovedoval prihod osvobodilne vojne, ki bo prinesla Slovencem to zlato svobodo. Istočasno so si Prešerna prisvajali oziroma ga skušali uporabiti tudi drugi, tako domobranci kot italijanski in nemški okupator, ki so ga interpretirali seveda vsak po svoje. Ampak na koncu se je izkazalo, da z prevlado partizanov, da je obveljalo ob koncu vojne ta interpretacija Prešerna kot junaškega preroka, ki je bil neke vrste protosocialist in ki je napovedoval prihod tako vojne kot tudi slovenske svobode. Recimo eden od prvih, ki sem ga identificiral, da je začel preopraševati to podobo, je bil Josip Vidmar, ki je sicer umeščen znotraj režima, je prvi začel dvomiti in predstavljati neke alternativne interpretacije in predvsem začel ponovno s poudarjanjem pomembnosti pesnikovih pesmi, torej tistega dela njegove osebnosti, zaradi katerega ga poznamo, ker prej pa je bilo precej več pozornosti namenjene njegovemu času, življenju, torej kako je trpel v vzponah Metternichovske Avstrije in tako dalje zaradi cenzure. Zdaj pa se je seveda vrnilo več pozornosti, tako akademske kot laične, na samo analizo pesmi, na veličino te misli in kvaliteto njegovih del. Identificiral sem 4 obdobja, ki so pač seveda arbitrarna, ampak do neke mere odražajo spremembe, ki jih lahko spremljamo. Torej, kako je Prešeren prešel od takega komunističnega revolucionarja v prvih povojnih letih do nekako bolj liberalca in zaveznika režima nekoliko kasneje, in na koncu pa so ga interpretirali že povsem v nekih novih interpretacijah, ki so se
ki so bile že čisto nasprotje tega podobe komunističnega revolucionarja. Skratka, poanta knjige je ta, da vsaka doba in vsaka politika nekako interpretira Prešerna po svoje, ampak noben režim, nobeno obdobje pa ni tako veliko, da bi ga lahko ignoriral.